lik svetega Jožefa kot takšen, moram priznati, se mi je zelo dolgo zdel sila oddaljen, ne. Veličasten, nekje v višavah, nepremagljiv, skratka, nekdo, ki je drugačen, nekdo, ki mi je tuj, in sem se silno težko znašel v tej, njegovi zgodbi, v njegovem krepostnem življenju. Mislim, da se vidi tale, podoba iz svetega Jožefa, a ne, ki je sicer krasna, čudovita in umetniško delo, ne, ampak moram reči, da sem se tukaj težko našel, se mi je zdel oddaljen. Bilo zanimivo, ko sem hčerko 13 let vprašal, kaj občuti v tej podobi, je rekla: "Strah me je." Ja, Jožef Možina, ste verjetno nedavno brali, je napisal, če smem kratko citirati: "Vzor svetega Jožefa je zame velik zalogaj ali bolje izziv. Po eni strani si ga premalokrat prikličem v zavest. Ko pa je razpoloženje pravo, na primer, ko zrem v njegovo podobo v kakšni cerkvi, nastopijo z njegovim zgledom in mojim odzivom težave. Ko bi ga želel posnemati, se čutim nekoliko podobnega Cankarjevi Francky, ki teče za vozom in že vnaprej je jasno, da ga ne bo ujela." Zato sem za rdečo nit tega razmišljanja torej vzel po eni strani podobo svetega Jožefa in po drugi strani seveda Jožefovo očetovstvo. Kdo je, sveti Jožef kot navdih, v resnici, ne, kako je lahko moj ali pa upam naš navdih pri našem poslanstvu. Zanimivo, da tudi v litanijah je sveti Jožef, opisan z nekaterimi presežniki, ki se zdijo verjetno sodobnemu ali pa mlajšemu človeku nedosegljivi. Po drugi strani je pa zanimivo, da nam evangelij svetega Jožefa ne predstavlja tako kot kakšnega supermana, ne. Nam ga predstavlja kot moža, ki je ranljiv, ki je ponižan, na primer, ko zanju ni bilo prostora v prenočišču, kot že omenjeno. Verjetno, če bi Jožef, imel zadosti pod pavcem, bi, dosegel, da bi ju sprejeli, ne, ampak zanju ni bilo prostora. In, si verjetno lahko po tej strani tudi predstavljamo to ponižanje, ki ga Jožef izkuša, ko ga v njegovem lastnem mestu, ne, v Davidovem mestu, ga niso sprejeli. In Jean Galot tukaj spominja to, ne, na Kristusa, ki je prišel v svojo lastnino in njegovi ga niso sprejeli. In v tem Jožefa na neki način že prepoznava kot Jezusovega predhodnika, ne, glasnika na tej poti ponižanja. Prišel je v svojo lastnino, toda njegovi ga niso sprejeli. Zdaj malce verjetno k tej, odtujenosti Jožefovega lika lahko pripomorejo tudi njegove upodobitve, ne. Po eni strani kot starca, pa verjetno različni avtorji pravijo, ni bil star, ne, saj vse to, kar je počel, pa potoval, pa hodil gori doli, se s tem likom ne bi najbolj ujemalo. Po drugi strani pa tudi v jaslicah, ne, ga najdemo kot nekoga, ki pravzaprav ne ve čisto dobro, kaj naj tam počne, kako naj se znajde. Hans Urs von Balthasar hudomušno spomni ob podobni oziroma ob teh ikonah, kakršna je tukaj, ne, da celo, tukaj Jožef vidimo, da sedi obrnjen stran od dogajanja, sam zase nekaj tuhta v kotu in pred njim imamo to asketsko postavo, očitno preroka Izaija, devica bo spočela, in ta mu skuša dopovedati, da ni ogoljufan, ne, da ta otrok ni kukavičje jajce. Pravi Hans Urs von Balthasar, da to, kar je tukaj izraženo prikrito oziroma neprikrito, ne, na tej podobi, je prisotno v naših podobah družine, kjer velikokrat možu ne preostane nič drugega, kot da, ne vem, drži kvišku neko svetilko v jaslicah, da kaže pot vstopajočim pastirjem. In kaj naj bi pravzaprav mož in oče, počel ob družini? Kaj naj sploh počne, pravi Hans Urs von Balthasar. In po drugi strani podobe, ki se tudi verjetno vtisnejo v spomin in zaznamujejo našo podobo, svetega Jožefa, so te dokaj izumetničene podobe nekaterih kipov podobic s cvetočo palico ali pa steblom lilije, ne.
Jean Galot pravi, da se vse tole bolj malo ujema z roko in značajem odločnega moža, ne, ki trdo dela, ki je svoji ženi v oporo. Bi rekel, da najdemo na marsikakšnih podobicah, tele morda niso najbolj izrazite, pa vseeno neke like, kako naj se nek mlad moški recimo identificira s tem, kako naj ga to navdihuje. Ne, bi se morda dalo reči, da če se preveč identificira s takimi podobami, bi veljalo, sploh mogoče škof, nanj malo bolj paziti. Ne. In tretja podoba svetega Jožefa, ki se mi zdi, da tudi je pogosto težko sprejeta, vsaj meni tudi včasih, je sveti Jožef delavec. Ne. Sigurno gre za enega od pomembnih vidikov, ki jih je podaril papež Leon XIII v Rerum Novarum, ampak res je po eni strani, da je sveti Jožef pošteno delal, ne, da je zagotovil vzdrževanje svoje družine in da se je Jezus od njega učil vrednosti, dostojanstva, veselja nad tem, kaj pomeni kruh, ki je sad dela lastnih rok. Ampak mislim, da če se nekoliko poglobimo v to podobo, ki nam jo predstavlja sam evangelij, kot je že nakazal nadškof na začetku, da sveti Jožef ni primarno delavec, aktivist, ne, socialističnega tipa, ne, delovnih akcij, ki dela zato, da dela, delu čast in oblast, ni deloholik. Ne, kristjan verjetno ni samo tisti, ki zelo veliko dela, ampak Jožef predvsem zna poslušati in udejanjati Božji načrt. Ne. Kot danes že nekajkrat rečeno, ko se je Jožef zbudil, je storil, kar mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi. Torej, predvsem je delal to, kar mu je naročil Gospod. To je pomembno. Ne. Papež Benedikt XVI na enem mestu pravi, da je Jožef pripravljen na skok, ne, da je pripravljen vstati in izpolniti Božjo voljo. Enako kot Marija, ki pravi, glej, tukaj sem dekle, sem Gospodova. Jožef je pripravljen, ne, in Božjo voljo naredi za merilo svojega življenja. Celotno njegovo življenje je nekakšno zaporedje teh vodenj. Od prvega srečanja z angelom, ne, ko Jožef nenadoma prekine to tiho, urejeno, skromno, zadovoljno življenje, ki ga je imel pred sabo, in ga potegne v pustolovščino z Bogom. Kaj to pomeni, se takoj pokaže. Ne? Mesija ne more biti rojen v Nazaretu. Jožef se mora odpraviti in Jožef gre. V Betlehem, v Davidovo mesto. Pa tukaj ne more biti, ker njegovi ga niso sprejeli. In Jezus, kot že rečeno, je rojen v hlevu zunaj mesta. Nato pride spet naslednje srečanje z angelom in Jožef vstane in gre v Egipt. In tam izkuša usodo brezdomca, begunca, azilanta, tujca, nekoga, ki ne spada zraven, ne, in mora iskati bivališče zase in za svojo družino. Se mi zdi, da je mogoče to precej oddaljeno od tistega, kar je včasih tudi krščanski ideal urejenega življenja. Ne. Zdaj, biti krščanska družina pomeni živeti urejeno življenje, kar je morda bolj malomeščanski kot krščanski navdih. Ne. Torej, če bi samo nekaj poudarkov, ki jih lahko o Jožefovem očetovstvu pri različnih avtorjih najdemo, bi vsekakor lahko ugotovili, da na nek način vsi te opisi, ki jih dajemo Jožefovemu očetovstvu, niso čisto točni. Ne. Tudi pri nas običajno govorimo o Jožefu kot o krušnem očetu, ampak Jezus ga prav gotovo ni klical tako. Ne. Nova zaveza nikoli ne uporabi izraza krušni oče. Vemo, da sveti Jožef seveda ni bil Jezusov biološki oče, ampak vseeno tudi Marija, ko se Jezus izgubi v templju, pravi, tvoj oče in jaz sva te s tesnobo iskala. Ni rekla, tvoj krušni oče. Jezus je klical Jožefa Aba, ati, očka. In v Nazaretu vemo, da so vsi bili prepričani, da je Jezus Jožefov sin. Večkrat pravijo, a ni to Jezus Jožefov sin? Njegova očeta in mater poznamo, kako zdaj ta govori, iz nebes sem prišel.
Se mi zdi pomenljivo, da papež Frančišek v Patris Corde ne sledi pogostemu naštevanju Jožefovih lastnosti, na primer po litanijah, kar je v zgodovini precej pogosto ob opisovanju Jožefa, ne. Ne pravi ženin Božje porodnice, čisti varuh device in tako naprej, ampak v naslovih in vsebini izpostavlja lastnosti Jožefovega očetovstva, ki se zdi, da so lahko ogledalo oziroma vodilo vsem očetom, takim in drugačnim. Pravi, ljubljeni oče, oče v usmiljenju, oče v poslušnosti, oče v sprejemanju, oče ustvarjalnega poguma, oče, ki dela, oče v senci. In če dovolite, bi skušal nekoliko bolj se zdaj v nadaljevanju osredotočiti na te nazive, ki jih daje papež Frančišek. Še prej mogoče izrazi, ki smo jih vajeni, ne. Oče pred postavo smo včasih večkrat uporabljali. Zdaj, vsekakor pravi Jean Galot, da med Jezusom in Jožefom nikakor ni bila samo pravna vez, ne, ampak je bil pravi sinovski odnos. Podobno domnevni oče, v smislu, da javno mnenje je gledalo na Jožefa kot na Jezusovega očeta. Luka celo pravi, da so mislili, da je bil Jožefov sin. Ampak vsekakor to očetovstvo ni bilo samo fasada za ustvarjanje javnega mnenja, ampak je vsebovalo globoko resničnost. Jožef je bil mnogo več kot samo domnevni oče. Tudi naletimo na izraz posvojitveni oče. Jožef ni nikogar posvojil, ne. Jožef je postal Jezusov oče, ker je bil Marijin mož. In tisto, kar uporabljamo verjetno najbolj pogosto tudi pri nas, da je bil Jezusov rejnik, oziroma so rekli včasih rednik, tisti, ki ga redi, ne. Jean Galot pravi neprimerno, ker to omejuje Jožefovo vlogo zgolj na neko dolžnost materialnega vzdrževanja in ker se zdi, da hoče narediti iz Jožefovega tega očetovstva nekakšno, nadomeščanje, kjer bi glavni vzgib zato bila Jožefova želja prehranjevanja, zagotavljanja varnosti družini in tako naprej. Čeprav bi bilo zanimivo o tem izrazu še razmišljati, ker res je tudi, da otroci, ki so v rejništvu, s tem se pri nas doma veliko srečujemo, otroci, ki so v rejništvu, imajo praviloma stike s svojimi pravimi oziroma biološkimi starši. In vemo, da Jezus kar pogosto ohranja tudi v evangeliju, ko je že odrasel, stik s svojim pravim očetom, ne. Prav tako za izraz, ki je pogost duhovni oče, pravi Galot, da ne ustreza, ne, ker to bolj spominja na neko duhovno vodstvo. Jožefova vloga v Jezusovem življenju pa ni bila ta, ne, niti. Dobro, Jean Galot pravi, deviški oče je mogoče še najbližje, ker Jožef ima vse lastnosti tega očetovstva, človeškega očetovstva, razen telesne roditve. Ampak kakorkoli, tudi Galot poudarja, da mnogo bolj pomembno kot to, kakšen naziv mi dajemo svetemu Jožefu, je pomembna resničnost, ne. In sicer Jožefu moramo priznati resnično očetovstvo. Jezus je gledal nanj kot na očeta, Jezus se je vedel do njega kot sin in tega ni delal samo na videz, ne, kot da bi bil, kao, ne, pa to pa ne ustreza resnici. Torej, Jožef je Marijin mož, ne, je resnični poglavar družine, ki je osnovana na resničnem zakonu, v katerem je rojen Jezus. Papež Frančišek bi rekel, da v mnogih elementih nadgrajuje to misel Jeana Galoja oziroma ta pristop in vemo, kot ste že videli, bi tukaj nekatere vidike samo povzel, pravi, da je Jožef oče v usmiljenju, da je Jezus v Jožefu videl kaj? Božje usmiljenje. Kdo je Bog oče? Psalm pravi, kakor oče izkazuje usmiljenje nad otroki, Gospod izkazuje usmiljenje nad tistimi, ki se ga bojijo. In zgodovina odrešenja, pravi Frančišek, se uresničuje skozi naše slabosti.
Velikokrat tudi ob likih svetnikov lahko mislimo, da Bog zaupa v dobre in zmagovite dele v nas. V resnici pa se večina božjih načrtov uresničuje skozi slabosti, tudi skozi naše slabotnosti in kljub temu, pravi Frančišek. In če je to perspektiva odrešenske ekonomije, se moramo naučiti sprejemati svojo slabotnost z globoko usmiljenostjo, pravi Frančišek in potem nadaljuje. Mi vemo, da nas resnica, ki prihaja iz Boga, ne obsoja, ampak nas sprejema, nas objame, nas podpira, nam odpušča. Resnica nam pride naproti kakor usmiljeni oče iz prilike. Nam vrne dostojanstvo, tisto, kar smo zapravili, nas postavi na noge, nam pripravi praznik zaradi tega, ker je ta moj sin bil mrtev in je oživel. Bil je izgubljen in je najden. Torej, božja volja in njegova zgodovina, njegov načrt, pravi Frančišek, gredo skozi Jožefovo stisko. Jožef nas uči, nam daje vzor tega, kako verovati Bogu vključuje verjeti, da Bog lahko deluje tudi skozi naše strahove, skozi našo krhkost, skozi našo slabotnost, skozi našo ranljivost. In nas uči, naj se sredi viharjev v življenju ne bojimo prepustiti krmila Bogu. Mi bi želeli nadzorovati vse stvari, ampak on ima širši pogled. Pravi, da je Jožef oče v poslušnosti, ker podobno kot je Bog storil z Marijo, ko je pokazal načrt odrešenja, je tudi Jožefu postopno do neke mere razkril svoje načrte in to je naredil skozi sanje. Jožefov odgovor pa je bil takojšen. Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. In tudi potem po drugih sanjah Jožef brez omahovanja vstal je, po noči je vzel dete in njegovo mater in se umaknil v Egipt. V Egiptu je dolgo čakal na angela in potem spet brez omahovanja ubogal. Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in se vrnil v Izraelovo deželo. In Jožef v svoji vlogi voditelja družine je gotovo naučil Jezusa biti podrejen, pokoren staršem. Beremo, na to se je vrnil z njima, prišel v Nazaret in jima je bil pokoren. In v tej Jožefovi šoli se je Jezus gotovo naučil izpolnjevati očetovo voljo. Ta očetova volja je postala njegova vsakdanja hrana. In tudi potem v najtežjih trenutkih v Getsemaniju Jezus raje izpolni očetovo kot svojo voljo. Ja, Jožef je oče v sprejemanju, pravi Frančišek, ker pušča ob strani svoje razmišljanja, zato da naredi prostor, zato ker se dogaja, ne glede na to, kako se mu to zdi skrivnostno, čudno, to sprejme in se pomiri s svojo zgodovino. Tukaj zanimivo, pravi Frančišek, da Jezusov prihod med nas je očetov dar, da bi se vsak od nas spravil z mesom lastne zgodovine. Tudi takrat, ko je ne razumemo popolnoma. Kakor je Bog dejal, Jožef, Davidov sin, ne boj se. To pravi tudi danes večkrat, se mi zdi, preko Jožefa nam, ne boj se. In ta Jožefova sprejemljivost vabi, naj sprejmemo tudi druge brez izključevanja, pravi Frančišek, v smislu, ta je moj otrok, ta pa ni moj. Ta je moj biološki, ta pa ni biološki. Ali pa tele so naši, oni drugi pa niso naši. Skavti so, oni pa niso. Ta je pa itak zguba in iz njega nikoli nič ne bo. Pravi, da takšne, kakršni so, s posebno ljubeznijo do slabotnih, ne sprejmemo zato, ker si je Bog izbral to, kar je slabotnega. Vemo v pismu Korinčanom, Bog si ni izbral, ampak tisto, kar je v očeh sveta noro, da bi osramotil tisto, kar je močno. In to mislim, da vidimo tudi v Jožefu. Ne vem namreč, če nas v naših prizadevanjih, v našem življenju, v našem delovanju vedno to navdihuje. Ne vem, kako vi bi si želeli v župniji samo dobre, poštene, sposobne nedeljnike. Ne vem, kaj si želimo za naše
šole, da bi bile katoliške šole elitne šole in tako naprej, ne. Moj otrok mora biti uspešen, ne. Po drugi strani se Bog razodeva kot v psalmu, kot oče sirotam in varuh vdovam. Bog ukazuje, naj ljubimo tujca. Papež Frančišek pravi, rad si predstavljam, da je Jezus iz Jožefovega vedenja dobil tudi navdih za priliko o izgubljenem sinu in usmiljenem očetu. Ja, ustvarjalni pogum, ne, oče ustvarjalnega poguma, se pojavi predvsem takrat, ko naletimo na težave. In Jožef in Marija, vemo, sta jih imela zelo, zelo veliko, ne. Evangelij seveda ne navaja, koliko časa so Marija, Jožef in Jezus ostali v Egiptu. Sigurno pa je, da so morali jesti, da so morali najti stanovanje, hišo, delo in tako naprej. Ne, da sveta družina se je morala spoprijemati s čisto konkretnimi vsakdanjimi težavami, kakor vse druge družine, kot jih recimo vidimo v migrantih danes, ne. In na koncu, zanimivo, vsakega dogodka, v katerem ima Jožef glavno vlogo, Evangelij pripomni, da je vstal, vzel s seboj otroka in njegovo mater ter naredil, kar mu je Bog naročil. In še mogoče en ali pa dva poudarka tega očetovstva. En je, da je oče v senci, ne. Po eni strani, kaj pomeni biti oče? Pomeni vpeljati otroka v izkustvo življenja, v resničnost. Ne pomeni privezati ga nase, zadrževati, zapirati, posedovati, ampak pomeni ga usposobiti za odločitve, za svobodo in koncu koncev za odhod, za odhode. In kot Jožef, ki je vedno vedel, da ta otrok ni njegov, ampak je samo zaupan njegovi oskrbi, je verjetno Jezusa tudi tako vzgajal, ne. In zato Jezus zlahka potem v Evangeliju reče, tudi na zemlji nikomur ne pravite oče, kajti eden je vaš oče, tak je v nebesih. Še ena lastnost Jožefovega očetovstva, ki mogoče ni vedno, tudi ni v papeževem pismu izrecno omenjena, jo pa najdemo drugje, je to, da je Jožef oče v veri. Ker mogoče bi si lahko predstavljali, da Jožef, ker je neprestano bil v Jezusovi bližini, Jezus je bil Božji sin in tako naprej, da je to olajšalo Jožefovo vero. Ampak že Jean Galot opozarja, da to ni tako, ne. Jezus na zunaj se ni v ničemer razlikoval od drugih. Celo njegovi bratranci, se spomnite v začetku Jezusovega javnega delovanja, niso verjeli v njegovo poslanstvo, so bili celo prepričani, da se mu je zmešalo in so ga hoteli odpeljati domov. In zaradi stalne Jezusove bližine Jožefu gotovo ni bilo nič lažje kot komu drugemu verovati v Jezusovo nadčloveško veličino. Evangelij pravi, da je bil sveti Jožef pravičen, ne. In ker je bil pravičen, pravi Ratzinger, je hotel izpolniti postavo, ampak hkrati ne izročiti Marije sramoti. Jožef ima globoko spoštovanje in tankočutnost do Marije in išče tako izpolnitev postave, ki upošteva drugega, ne, ki drugemu odpira pot v življenje. Postava za Jožefa ni orodje, da bi uveljavil svoje pravice. Ne, in od kod prihaja ta pravičnost? Ratzinger pravi, da Jožef je bil pravičen zato, ker je bil verujoči. Ena podoba, ki se mi zdela zelo lepa, pravi, da bi to besede iz pisma Hebrejcem, ko govori o Noetu, ne, da bi lahko bile portret svetega Jožefa. Namreč pismo Hebrejcem pravi, po veri je Noe dobil pojasnilo glede stvari, ki se še niso videle, in je v svetem strahu naredil ladjo, da bi rešil svojo družino. Ta sveta družina je postala prava ladja v zveličanju vsega sveta za vse čase. Se mi zdi, da tudi glede svete družine lahko imamo, kot danes že rečeno, malce romantične ali pa izumetničene, idealizirane predstave, ne. Naše predstave idealne krščanske družine, kakšna je? Verjetno morajo biti stvari urejene,
mogoče en fantek, ena punčka, ki hodita v elitno šolo, oče in mama vzorna delavca, vzgoja kot po maslu, ali pa po drugi strani velika družina, veliko otrok, da rešimo nataliteto, slovenski narod in tako naprej. Kar je sigurno krasno, ne? Ampak tile trije so potem dokaj čudna krščanska družina. Če se lahko malo pohecam, imajo enega otroka, pa še ta ni čist njihov, rojen je v štali, pri 12 letih se kao izgubi in tako naprej. Skratka, ta sveta družina, ki jo najdemo v evangeliju, v kateri živi Jezus in v kateri je Jožef oče, je, se mi zdi velik vprašaj, no, za te tudi naše ideale. Pravi torej Ratzinger ladjo za zveličanje in pravi v tej konkretni stvarnosti, ki nam jo Bog daje. To je program tudi za nas, nadaljuje Ratzinger. Vsako živo župnijsko občestvo je ladja zveličanja. Krščanske družine so ladje zveličanja. In vedno nam vera daje moč, da gradimo ladjo, da zaznavamo stvari, ki še niso vidne. Vprašanje pa je, pravi Ratzinger, kako človek to postane. Kako človek postane verujoči. Kako lahko mi postanemo verujoči. Ratzinger pravi, da je glavna stvar v tem to, da ušesa Jožefovega srca so bila odprta. Ušesa njegovega srca so bila odprta. In s to občutljivostjo srca je poslušal Gospodove nasvete. Ni se menil za javno mnenje, ne? Ni ga zanimalo, kaj bojo rekli ljudje, kaj bodo sosedje mislili. Imamo majhno stanovanje, kaj bojo rekli sosedje, če sprejmeva še enega otroka. Ampak Jožef hodi po poti vere. Ne? Prva zapoved, poslušaj Izrael. In Jožef posluša. In to, da posluša, ga spravi iz udobne malomeščanske ustaljenosti, iz načrtovanosti, ko ne veš, kaj te čaka. Ne? Nič negotovosti. Jožef stopa po poti, enako kot Abraham, in bi lahko rekli, da je Jožef v tem smislu res Abrahamov sin. Ne? Jožefova vera je Abrahamova vera. Kakor Abraham, tudi Jožef je praktično ves čas v gibanju. Ne? Bog spravi človeka v gibanje, v avanturo. In tisto, česar se Jožef ali pa Abraham učita, je, kaj? Bog bo poskrbel, tisto, kar Abraham reče, ko se vzpenja na goro. Bog bo poskrbel. Čeprav se zdi človeško, da je Bog daleč, kako? Ne? Bog bo poskrbel. Če dovolite čisto za sklep, ko sem vprašal naše otroke, kaj pa oni mislijo o svetem Jožefu, kako ga pa oni mislijo, ker marsikdaj kakšno zelo modro od otrok dobim, mi je Pija napisala mnogo bolj obsežno, mnogo več, kot sem pričakoval. Ne? Med drugim je napisala tole. On je poslušen, skromen, nepopoln, sprejel Božjo pomoč. Dal bi tudi svoje življenje za svojo zaročenko Marijo in Božje dete. Vse dogodke je jemal iz Božjih rok. Noben napor mu ni bil odveč, da bi izpolnil Božje poslanstvo. Nam želim, da bi tudi mi bili takšni, no? Da bi nam ta navdih svetega Jožefa vse malo pomagal, da bi pogumno poslušali in vstopali v Božje načrte, ne? Da bi ušesa našega srca bila odprta. Hvala za vašo pozornost.